Ok, pozdravljeni vsem sodelujočim in tudi gledalkam in gledalcem na tribuni, ki se imenuje, kot vidite tukaj v zadnji napisano, Kulturni center Pekarna, vsebina ali nepremičnina. Danes imamo kar močno zasedbo in sicer bom kar predstavil za začetek Urška Breznik, direktorica Pekarne Magdalenske mreže zavoda in pa članica programskega sveta. Tjaša Poreber, ljubljanska aktivistka, doktorica Tjaša Poreber, moram povedati tako, ja. Ne še, kmalu, ja, ok, tu je bilo malo nejasnosti, ampak nič za to, ne. Prej smo se pogovarjali, kako se ne predstavljamo, ne, pa bomo rekli ljubljanska aktivistka, pa bomo potem dalje povedali, ne. Jasna Babič, Gromka Metelkova, podobno velja tudi za tebe, skratka cel kup ljubljanskih iniciativ, tudi vse slovenskih iniciativ, kultura, politika, družbena gibanja, obe se pravzaprav tu nekje gibljeta, izkušnje Metelkova, Rok, tudi Mirovni inštitut, a bo, gre v to smer, tako, ne. Tudi doktorica? Magistra, aha, ok, na spletni strani se ni zanest, magistra je pisala tako, ne, ampak zagotovo. Gospod Rajko Muršič, profesor, etnolog, kulturni antropolog, aktivist, glasbeni, družbeni, kak je že bil tisti band, Avant Current? Ja, med drugim, ne, tam je bila kitara, mislim, da je bila, ne, precej eksperimentalna, ja. Področje zanimanja, tudi družbena gibanja, Samonikl, placi, prizorišče in tako dalje, ja. Zdaj moram pa res na papir pogledati, Darjan Lorenčič, ne, pekarnar, deluješ kot prostovoljec, kot aktivist v Indianezu. Posebej imaš društvo, tako si mi napisal, KD Brutal Partizan, brutalni partizan, skratka kulturno društvo ali KD pomeni kulturno društvo? Kulturno društvo. Ok. Gospod Gregor Reichenberg, arhitekt in aktualna vloga podžupan mestne občine Maribor, a bo to dovolj ali? Dovolj je. Dovolj je, ne, ok. Gregor Kosi, zakaj tu bivši direktor zavoda Pekarna Magdalenske mreže, koliko enih 10 let nazaj, in eden od akterjev zadnjega vala oziroma tega vala pred tem zdajšnjim, ko je mestna oblast ponovno sklenila, da je treba s pekarno nekaj narediti, o čemer pekarna se ni strinjala oziroma vedela. Marševec, band Nina Bulatović, ne, ni Nina Bulatović, ni, kaj za s tem X-om na koncu? Spremenila je priimek. Spremenila je priimek, ne. Leta 2008-2010, zaradi tega si tukaj, no, povabljen, upravljalski model se je takrat začel. Na nek način se je zgodba izpred zdaj že dobrih 10 let ponovila danes 2021. No, zdaj smo pa skočili nazaj v svetlo ali temno prihodnost, ne vemo, ne. Kje smo danes, Urška, zakaj smo tukaj, zakaj nismo zunaj na soncu pa počnemo, kar počnemo, ampak se moramo pogovarjati ponovno o pekarni po 27 letih, ne. In kot je Stojko rekel, je naša jeza še zmeraj brezmejna, ali kaj se dogaja? Ja, pač nekako ugotavljamo v Kulturnem centru Pekarna, da vsake toliko časa je očitno obdobje nekih manjših ali večjih pretresov, na začetku nikoli ne vemo, ali bo to velik pretres ali bo manjši pretres. Je pa pravilno, da v tistem trenutku poskušamo ponovno razmišljati o vlogi takih centrov, kot je Kulturni center Pekarna za mesto, pa spostaviti neke paralele, naprimer z drugimi dogajanji v samem mestu ali pa z dogajanji sorodnimi in pa sorodnimi prostori drugje po Sloveniji ali pa širše po Evropi. Se pravi, ponovno je do nas prišel glas neposredno od mestne občine Maribor, da razmišlja o tem, da bi se Kulturni center Pekarna v morebitni prihodnosti selil na območje Melja. Zato smo se z predstavniki mestne občine Maribor že večkrat na to temo pogovarjali oziroma sestali. Se nam pa zdi, da je pravilno, ker vseeno informacije, ki jih lahko bodisi v medijih preberemo o Kulturnem centru Pekarna, bodisi slišimo strani raznih deležnikov, se med seboj precej razlikujejo, pa smo želeli podati morda neko podobo pekarne v okviru te javne tribune, pa hkrati skupaj z ostalimi gostjami in gosti razmišljati, kot sem rekla, o pomenu Kulturnega centra Pekarna za Maribor,
v preteklih 27 letih in zdaj, in o tem, kaj bo prihodnje in zakaj po našem mnenju ključno, da Pekarna ostaja in da ostaja tukaj, kjer je. Kako vprašanj se je tu postalo, verjetno, se nisem edini, ki bi tu me kaj za pokomentirati, ampak a ni hec, da po 27 letih je Pekarna ena redkih institucij mesta, ki se mora pa zmeraj znova dokazovati in upravičevati svoj obstoj, čeprav, če pogledaš po količini produkcije, po letih obstoja, po raznolikosti produkcije, po, bi se reklo, smiselni porabi javnih in tudi zasebnih sredstev, veliki splen je namreč glede na vložen denar, tudi ogromno prostovoljskega dela je bilo vključeno in je tu notri dobesedno vzidano, ne, v to, kar vidimo, se mora zmeraj znova upravičevati za razliko od kakšnih drugih institucij. No. Ne bom zdaj seveda nima smisla nikogar omenjati, ne. Ampak to, kar si povedala, informacije, ne. Zdaj, če sem prav slišal, nisi rekla, da obstaja opremljiv načrt, nek premišljen z analizo, evalvacijo in ne vem čem še vse zraven, selitve Pekarne, predloga selitve Pekarne v Melje, govorimo o vsebinah, ne, in pa informacije, ki so različne, ne. Sicer imamo tu gospoda podžupana, ki bo verjetno nekaj o tem zagotovo pozneje povedal. Kak si ti videla, v čem je zdaj ta dvojnost ali pa nelagodje pri informacijah? Katere so te informacije, ki si nasprotujejo, domnevam? Ja, mislim, govorila sem v bistvu o dveh ravneh informacij. Najprej sem mislila v prvi vrsti o informacijah, ki jih ima mesto o Pekarni, ki se seveda razlikujejo med tem, kdo je tisti, ki o Pekarni govori, ali smo to mi, ki ustvarjamo program, ali so to obiskovalci, obiskovalke, ali je to soseska, ali mestna četrt, ali je občina, ali je nekdo, ki ima povsem drugačne interese za mesto ali pa specifično na tej lokaciji. Drugo pa je pač informacije, ki smo jih dobili s strani mestne občine Maribor. Se pravi, to je, ne, vsi, ki beremo medije ali pa poslušamo medije, vemo, da je ena informacija, ki prihaja iz ust podžupana Reichenberga pa podžupanja Alenke Iskre, medtem ko informacije, ki prihajajo iz ust podžupana sama Petra Medveda ali pa župana Arsenoviča, se malenkost razlikujeta. Informacije, ki prihajajo iz ust podžupana Medveda in župana Arsenoviča, sta dosti delujeta veliko bolj oprejemljivo in tista informacija je ta, da se Pekarna zagotovo v roku 3 do 5 let seli. Medtem ko informacije, ki so najprej prišle do nas, so te, da se morda Pekarna nekoč v prihodnosti morda seli. Tako da, ne. V 27 letih, no, saj tudi smo razni akterji v zadnjih 27 letih zraven, zmeraj znova smo slišali te zadeve, ne. Moram pa reči to, no, da to so ustne informacije in v medijih, skratka, ampak ustno podane. Skratka, ne obstaja, mestni svet ne ve nič o tem, bi se reklo. Ali je mestni svet sprejel tu kakršnokoli stališče? Zaenkrat seveda ne, imamo pa tudi to, kar je pač mestna občina Maribor zapisala v lokalni program za kulturo, ki bo zdaj potekal, tik pred potekom, da je treba pač razvijati in tudi pač podpirati aktivnosti v KC Pekarna in drugo, kar je župan Fištravec pred nekaj leti podpisal, se pravi, da se investicijsko vzdrževalna dela v Pekarni izvajajo v roku 5 let od podpisa tistega dokumenta bodo zaključena investicijsko vzdrževalna dela v vseh stavbah. Tako da to so neki dokumenti, ki so podpisani ali pa ki so črno na belem. Zaenkrat te informacije, ki jih imamo od obstoječega kabineta župana, so zaenkrat samo še ustne. Okay. Mogoče smo prehitro odreagirali? Ne, jaz ne bi rekla, da smo prehitro odgovorili, kot sem povedala uvodoma, jaz mislim, da je pomembno o tem razpravljati. Tudi zaradi tega, da se nekaj stvari vseeno ne začnejo pa zelo hitro odvijati, takrat, ko morda ne bomo pozorni ali pa ne bomo imeli časa spremljati nekih stvari. Ne. Lahko se zelo hitro to območje, ki je v lasti mestne občine Maribor, proda, pa ne bomo gledali neke seje mestnega sveta ali pa bo dopisna seja, pa bo to območje prodano, pa pač potem malo težje kaj narediti. No. Ampak tudi ne samo iz tega stališča, pomembno se mi zdi vedno znova govoriti o teh prostorih tudi iz tega družbenega vidika, pač res pomena za družbo. Ne samo zdaj v tem primeru, ko nam morda grozi nekoč prihodnje selitev, ampak tudi zato, da se malo povprašamo nasplošno, kaj želimo, da naše mesto je, zakaj Maribor ne bi bilo kulturno središče. In zakaj ne bi imelo 2 ali več tovrstnih centrov, kot je Pekarna, zakaj si želimo, naprimer, ne vem, zakaj si nekateri bolj želijo mogoče prostorov, kot je, ne vem,
ne mislim, da je to zelo... Imamo čas razmisli, ker so pomembne reči. Zakaj morda nekateri bolj želijo prostora, kot je Kino Šiška ali pa kaj takega, namesto prostora, kot je Pekarna ali pa Rok. Ne. Čeprav, močem zdaj biti slabšalna do Kina Šiška, ampak pač je specifičen prostor, ki se razlikuje, kot se Pekarna, na primer. No. To. Ljubljana, dolgo leta raznolike izkušnje, ne? Od placov, ki so bi se rekli, kaj ne rečem, poetablirano, ne? Kino Šiška, ki ga je Urška ravnokar omenjala, do Roga, ki ga praktično ni več, ne? Metelkove, ki še je in je koliko leta starejša od Pekarne, mislim 28 let, ne? Samo niklo podžarišče in še do drugih manjših placov, ki so bili pa so ugasnili, pa se pojavljajo, skratka, scena je bolj razgibana, ne? Predvsem pa me zanima to, no, zdaj obe sta pravzaprav že dolgo leta strokovno, ljubiteljsko, profesionalno, prekerno deluje na tej sceni, ne hočem povedati, prikazati celotno paleto angažmajev, ki so notri na tej sceni, daje učinke, ne. Razmerje najprej placi, kot so predvsem Metelkova in Rok, do mestne oblasti. Jaz mislim, da tukaj je vedno eno tako širše vprašanje, ne. Ko sem jaz prišla v Ljubljano, zdaj slabih 20 let nazaj študirati, ne, je bila situacija takšna, da ne vem, na Prešercu se je še pilo v petek zvečer pivo, ne, ampak so najboljša leta že minila takrat, ne. Recimo takrat se je še zmeri so trole vozile po centru Ljubljane, tudi čez Prešernov trg, in potem ob neki smeli oblasti, ki je imela pred sabo vprašanje investicij in je veliko govorila predvsem o tem, da je treba za občanke in občane urediti mesto, ne. Seveda zdaj 15-20 let kasneje, in to res govorimo o zelo kratkem času, ne, in kako hitro v bistvu se lahko mesto popolnoma spremeni. Vemo, da je ljubljanski center z izjemo zdaj korona leta, pravzaprav prostor, kjer Ljubljančank in Ljubljančanov ne vidiš. Oziroma, če jih vidiš, samo hitijo in se centru izogibajo, ker je to pač postala turistična kulisa, kjer zdaj v bistvu že govorimo o tem, da so učinki turistifikacije in gentrifikacije potisnili v bistvu ne samo neke robne populacije brezdomcev, in ljudi, ki si pač tega nekako zaradi tega, ker so na družbenem robu, ne morejo več privoščiti življenja v centru mesta, ampak so dejansko iz centra v bistvu potisnili tudi povsem, da tako rečem, običajne ljudi, ne samo zaradi tega, ker si tega ne morejo privoščiti, ampak tudi zaradi tega, ker se struktura mesta in recimo servisi, ki so na voljo znotraj recimo temu ne samo več ožjih, ampak tudi ostalih središč, tako zelo spremenijo, da pravzaprav niso več uporabne za življenje, ne. In to ni nek proces, ki se je zgodil v 50 letih, to je resnično proces 10 let. Ne. In znotraj tega seveda kultura igra eno po eni strani pozitivno vlogo, zaradi tega, ker je lahko kohezivni element in pač prostori, kot so recimo in Kino Šiška in podobni, seveda v bistvu različnim akterjem na kulturni sceni nudijo ene pomembne platforme in je zelo pomembno, da so tam, ne. Ampak zagotovo pa ne morejo zagotavljati vseh potreb, ki jih imajo občani in občanke in prostori, kot so Metelkova, kot je bil Rok, kot je Pekarna, v bistvu zadovoljujejo eno široko paleto potreb v bistvu mesta, ki ga ne zadovoljuje nič drugega in tudi ga ne more zadovoljevati nič, kar je povsem normirano in ujeto v neke predpise, v neke razpisne mehanizme, v neke normative, ker naloga ali pa vloga takšnih prostorov je, da uhajajo iz tega, kar je danes mogoče. Zaradi tega, da v bistvu prek tega, da poskušajo živeti neko tako malo utopično življenje, kjer poskušajo biti v bistvu prostor, kjer se lahko najdejo vsi tisti, ki se nikjer drugje ne morejo najti, ki lahko eksperimentirajo v bistvu za svojimi kulturnimi, umetniškimi in pa seveda tudi, in to je zelo pomembno, političnimi praksami, recimo samoorganizacije, horizontalnega načina delovanja, preizpraševanja v bistvu uničujočih družbenih procesov, kot so rasizmi, seksizmi, fašizem, kot je kapitalizem. Skratka, jaz mislim, da vsako mesto, ki samo sebe smatra za odprtega, strpnega, solidarnega, potrebuje takšne prostore. Zaradi tega, ker znotraj takšnih prostorov se ravno lahko udejanjajo in rojevajo in oplemenitijo takšne ideje, znotraj takšnih prostorov se lahko najdemo med sabo ljudje, ki podobno razmišljamo in znotraj takšnih prostorov pravzaprav se te ideje tudi popularizirajo, ne. In če pogledamo recimo izkušnjo Metelkove, to, kar je zanimivo, ne, je, da
da se je Metelkova tako ali pa drugače ene ogromne količine populacije dotaknila. Ne. Zdaj, nekateri so se tam mogoče prvič držali za roko, a ne, 25 let nazaj, nekateri so mogoče tam bili pač prvič na nekem punk koncertu, spet tretji so mogoče prvič napisali en grafit na eno od sten, četrti so se naučili neke teorije, zelo zagonetne. Zelo različne stvari so se v bistvu v takšnem prostoru dogajale in dejstvo je, da avtonomni prostori, avtonomni kulturni centri niso samo ljudje, ki so trenutno aktivni, ampak tukaj gre v bistvu za to, da so to del neke mestne skupnosti in da bi bila mesta zelo, zelo drugačna brez teh. Zaradi tega, ker če ti tovrstnih prostorov nepokornosti nimaš, potem vse, kar preostane, je pravzaprav kapital. In v tem smislu mislim, da je pač vsakič znova, ne glede na to, da smo včasih lahko malo manj zadovoljni s tem, kako stvari poteka, ker seveda pač direktna demokracija, samoorganizacija, horizontalizem, to so naporni procesi in zagotovo bi si kdaj želeli, da bi bili drugačni, ne? In težko je reči, da so to popolni prostori, niso, to so mesta kontradikcij, ne? Ampak se je za njih vredno boriti. Zdaj sam na kratko, kakšen je odnos še oblasti recimo do teh prostorov, kar se tiče Ljubljane, je seveda tukaj prihajalo do ene velike diskrepance. Metelkovo se je v bistvu obravnavalo, oziroma se še vedno obravnava še posebej v relaciji do Roga kot ta dober skvot, medtem ko Rog je veljal za slab skvot, zaradi tega, ker je bil seveda bolj zaprt, bolj eksperimentalen, bolj radikalen v marsičem, enostavno je bil mlajši in je tudi privabljal mogoče mlajšo populacijo. Ampak to ne pomeni, da je bil kakorkoli manj dragocen v bistvu v vseh teh smislih, ki sem jih prej opisovala. In mislim, da Metelkova nikoli ni hotela pristati na to, ker je razumela, da v bistvu napad na enega je napad na vse. Metelkova je nažalost, seveda tudi, ne da bi to zares hotela, začela odigravati v tej turističnem projektu Ljubljane svojo vlogo. Dejstvo je, da poleg Ljubljanskega gradu gre za največjo turistično znamenitost Ljubljane, in pritisk turistov na Metelkovo je pač ogromen. Jaz mislim, da je verjetno mestna oblast ugotovila, da ima od nas več koristi, kot pač če nas vrže ven, ampak to še ne pomeni, da pritiski, in mogoče bo Jasna lahko več o tem povedala, ker se mi zdi, da se klubi s tem še toliko bolj soočajo. Pritiski so pač drugačni, ampak obstajajo. To so pritiski policije, inšpekcij, nadzorov in tako naprej, ki seveda silijo v neke druge procese normalizacije ali pa, kako bi to rekel, neke normativnosti v bistvu teh prostorov. Tako da jaz ne bi rekla, da zdaj imajo Metelkovo mestne oblasti rade, jaz bi bolj rekla, da jo tolerirajo, ker prepoznavajo nek kapital, ki ga nudi, kar pa pač absolutno ne pomeni, da Metelkova še zmeraj ni prostor neke radikalne in politične misli, organiziranja in v tem smislu seveda verjetno tudi potencialne nevarnosti, zaradi česar nobena oblast seveda s takšnim prostorom ne bo nikoli zelo, kako bi rekla, sprijaznjena. Ampak mislim, da odgovorna oblast bi pa mogla prepoznavati pač pomen in vrednost takšnega prostora, ki je seveda vedno tudi prostor kritike. Ampak ta kritika je v tej družbi pač nujna. Ja, jaz bolj Metelkovo zadnje leto doživljam kot trdnjavo, ker nažalost vedno vsi ostali poskusi pač drugih avtonomnih prostorov, vsaj kar se Ljubljane tiče, vedno so se v bistvu končali s tem, da ali so bili ljudje eviktirani ven, ali so te stavbe bile porušene, ali pa se zdaj obnavljajo. In na koncu je bila Metelkova vedno tisti prostor, kateri je še vedno, kljub temu, da se vedno govori, da ni prostora, da so vsi prostori zasedeni, ampak na koncu se vedno najde prostor za te skupine, ki so delale pač, ki so bile dejavne tam in katere bi še vedno rade nadaljevale naprej. Zadnje zatočišče. In po eni strani v bistvu je to super, da imamo vsaj to. Grozno bi bilo, če tudi tega ne bi bilo. Jaz sem prej, ko je začela Tjaša govoriti, bi se mogoče vrnila na ta pojem nepokornosti. Dejansko, pač moj EMŠO je tudi že kar visok, tako da jaz moram reči, da sem aktivna nekje od konca 90-ih let. Isto prihajam iz manjšega mesta, nisem rojena Ljubljančanka in zame je bila, že ko sem na televiziji kot osnovnošolka gledala te preskoke čez zid Metelkovo, jaz sem tako trpela 2 leti, ker sem bila premlada, da bi šla lahko v Ljubljano, da bi jaz doživela to vse skupaj. In ko sem končno prišla v Ljubljano, sem bila presrečna, da smo imeli tak prostor, kamor sem lahko šla. In potem seveda pač ratala sem aktivna in aktivna sem bila tudi drugje in tudi v tujini nabiraš izkušnje in tako naprej.
Pol je bila pa ena zanimiva faza, tam v bistvu je bilo že 2000, ko je kar naenkrat zavladal ta koncept po celi Sloveniji, pravzaprav, da mora vsako mesto imeti uraden mladinski center. To je bilo eno obdobje, kjer so se kar naenkrat začeli odpirati v vseh prostorih, nekatere so posvojili, ne, recimo Ormož, Unterhund so ga malo predelali, pa je ratal legit, pa MKNŽ Ilirska Bistrica so zaprli eno oko, pa je nekako šlo tam, pa so pa naredili par umetnih, ne, pa vem, da je bilo v Celju se je odprl, pa v Brežicah, pa tako naprej. In kaj je bilo opaziti? Te prostori nikoli niso zaživeli. Te, ki so bili najbolj umetni, kar ni bil Unterhund, kar ni bila Ilirska Bistrica. Ljubljana smo imeli srečo, da smo dobili mladinski center na Metelkovi v Menzi, kar je bilo odlično, to je bilo zelo organsko, dokler je bil, seveda, ne. Ampak enostavno tle se je videla ena velika razlika. Ne. Zakaj misliš, da niso preživeli top down? Ja, no, glih to zdaj prihajam, ne. Pokazalo se je točno to. Ti ne moreš enostavno umetno ustvarjati nekih mladinskih prostorov in umetno od zgoraj dajati neke vsebine. Ta vsebina mora prihajati ta mora biti organska, mora biti neka niša, prostor, skozi katere ravno te mlajše generacije, pa nikoli jih ni truma. Mi vsi vemo iz izkušenj, da od 30 mladih, ki pridejo, pa malo so v tistem prostoru, jih bo verjetno, če jih bo 5 ostali dejavnih, res dejavnih, da je to velika sreča. Vemo, da so številke skromne, tle se ne slepimo, da zdaj mi spreminjamo generacije, ne. Ampak tistih 5 bo naredil pa veliko, ne. Tistih 5 bo pa mogoče še 5-10 let v bistvu gradili in naredili ogromno na enem področju, tako kulturnem ali pa na socialnem, karkoli. In tega nek prostor od zunaj, ki gre na razpis, kjer se, ne vem, umetno nastavi direktorja in neke programske vodje in podobno, ker te ljudje, ki so tam nastavljeni umetno, nimajo stika z dejansko potrebami populacije, z željami in podobno, ne. Tam se dela potem prek razpisov, ne, pač tam se odpre, ne vem, razpis, tam je projekt, bomo naredili, ne vem, kaj moramo narediti, 5 delavnic, bomo naredili 5 delavnic, bomo nekaj najdeli, pa bo, ne. Ampak te delavnice ne bojo nikoli naredile tako učinek, pa nekdo, ki bo prišel, ki točno ve, kaj manjka in bo to isto naredil in bo še imel stike, točno bo vedel, koga mora povabiti, ne. In veliko teh mladinskih centrov je životaril in eni tudi več ne funkcionirajo, tako kot funkcionirajo, ne. Medtem pa te prostori, ne, ki sem jih omenjala, vključno za Metelkovo, vključno za Pekarno in podobno, pa še kar živijo. Pa živijo nekateri v slabših pogojih, veliko več problemov imajo in podobno, se morajo poleg, ne vem, saj v Ljubljani imamo to, da poleg kulturne produkcije se moramo ukvarjati tudi z socialno problematiko, ker pač ta del centra, v katerem je Metelkova, postaja vse bolj grob. Kažejo se pač te razlike med Ljubljano, res med pač elitnimi predeli in pa pač predeli, kjer pač se dejansko zateka potem jo bolj marginalizirane skupine in podobno, ne. Ampak vseeno, pač te prostori preživijo, ne. In ta problem, ne, ki ga jaz vidim, kar se v Ljubljani zdaj dogaja, to, da v bistvu mestna občina po eni strani recimo trdi, da ohranja kulturo, ne, renovirajo Cukrarno, Rok bo spremenjen in podobno. Zdaj, jaz nisem toliko poučena in ne bom rekla zdaj, da so vse ideje slabe ali niso slabe, tudi ne bom polemizirala o tem. Hočem pa povedati to, da ponujanje nadomestnih prostorov nekomu, ki že dela v nekem prostoru, nikoli ne bo rezultat. Nemogoče si je zamisliti to, da bo zadeva ista, kot je bila prej. Vedno se bo en del zgubil. Nekje bo nekaj šlo, ker ne gre samo za program, gre za eno celo področje socialne mreže, tudi tega, da so obiskovalci navajeni, da se počutijo domače, da se v določenih prostorih sprostijo lažje. Mislim, mi vemo, potem, ko odraščamo, ratujemo, ne vem, malo bolj zbirčni, pa mogoče nam res kaj, mogoče ni, ne vem, higiensko, se nam zdi že vprašljivo, ampak mlade osebe to dejansko ne zanima, ne. Oni se hoče počutiti tam, kjer so varni in da dobijo toliko tiste samozavesti, da lahko začnejo početi, kar hoče početi, ne. Seveda je pa razumljivo, da pač strani občine ali pa tudi iz strani države, ne, da ne govorimo samo o občini, je pa ta, da pa seveda s tem, ko se ustanavljajo javni zavodi, ko se ustanavlja karkoli pač temu podobnega, gre za stvar kontrole. Enostavno tukaj je vmes kontrola, ker potem ti imaš točno črno na belem, kaj se dogaja, ko se, ne vem, oblast menja, se potem lahko menja tudi tiste, ki so odgovorni
In enostavno tudi, če se trdi, da se ne posega v program, seveda se posredno posega na tak program. Posegaš v program, posegaš za zamenjavo odgovornih oseb, posegaš s tem, da spreminjaš prostor. Ne. Jaz bi, da ne bom predolga, ker vem, da še drugi čakajo, ampak bi samo omenila, da včeraj smo dobili za Tjašo določene članke v pogled, toliko, da vidimo, kaj se še na domačem terenu v Mariboru dogaja. In jaz sem zelo sicer na hitro pogledala, ker nisem imela časa, ampak mi je pa padel v oči ena izjava in zdaj res ne vem, kdo je bil, ali je bil gospod župan, ali ste bili vi, ali je bil nekdo drug, vem, da je bil intervju za nekom od vas, kjer je bil stavek, kjer je bilo rečeno, in to je bilo res boleče, kar sem prebrala, da vsaka organizacija, ki dobi status v javnem interesu, bi v 5 letih morala se tako ukrepiti, da bi bila lahko močna na trgu. Ta izjava, to je alarm. To je alarm, ker taka izjava pomeni, da tisti, ki jo je izjavil, in jaz se zdaj opravičujem, če bom bila groba, to pomeni prvo, da gre tukaj za eno kar pomanjkljivo znanje na področju tega, kaj pomenijo nevladne organizacije kot prvo, in kot drugo, in kaj je njihov pomen in kaj vse obsega, in drugo, iz tega izžreva tudi rahel v bistvu občutek nekega neobčutka za socialo. Pač te neke družbenega občutka. Mislim, in meni je bil ta stavek grozljiv, no. Tako da jaz res upam, da ni to zdaj neko novo vodilo, ki prevlada. Vem, da je zelo popularno trenutno v splošni politični situaciji, ampak takšne izjave in delovanje na tak način imajo lahko res zelo slabe dolgoročne posledice. Evo, tukaj bi jaz končala, pa bi dala naprej. Hvala. Torej gremo naprej. Toliko iztočnic sem dobil zdaj od vas treh, da ne vem, kje naj začnem. Prva stvar, ki se mi zdi, da jo moram posebej poudariti, je ta, mladi nočejo in ne potrebujejo ne nadzora, ne kakršnekoli, kako naj rečem temu, oblike neposrednega vodenja od zgoraj navzdol. Ampak jaz bi te dopolnil k temu, kakšna katastrofa so mladinski centri, javni zavodi. Ti imajo ogromno denarja, imajo preveč denarja. Moja teza je, da živimo v obdobju, ko imajo občine absolutno preveč denarja in se zaradi tega začnejo obnašati kot podjetniki in ne vedo, kaj bi z njim, podobno kot so se javni zavodi. Da vam pojasnim. Imamo ogromen mladinski center, javni zavod v Velenju, ki funkcionira na različne načine, celo vsebinsko zelo kvalitetno, da ne bo glede tega kakšne pomote. Ampak ima toliko sredstev, da oni dobesedno ne vedo, kaj vse še lahko naredijo s tem. Ne? Imamo podobno situacijo v Brežicah in en skupni imenovalec Brežic in Velenja je pa ta, in ta je najbolj srhljiv, je v tem, da nimajo glasbenega prizorišča. Torej, če mladinski center nima glasbenega prizorišča, ne more funkcionirati kot mladinski center. To bi morali zapisati črno na belem in neposredno in jasno. Če imamo glasbeno prizorišče, potem lahko govorimo o mladinskem centru, sicer pa ne. Glasbeno prizorišče je najpomembnejša stvar, glasbeno življenje je družbeno najpomembnejša stvar, ki se nam je pa pokazala lansko leto v epidemiji, oziroma še bolj brutalno pa v obdobju, ko smo izgubili več kot 4000 sodržavljanov. Ljudje so morali delati, ljudje so morali hoditi v službo, zato da bomo vsi preživeli. Zdaj že več kot leto in pol ne smemo normalno izvajati glasbenih dejavnosti. Rezultat je, da se je ljudem sfuzlalo. Čisto preprosto po domače povedano. Če imamo stik z glasbo, če imamo stik z drugimi ljudmi, bomo ostali ljudje. Za mlade je pa glasbeno prizorišče tako zelo pomembno, da oni sploh lahko postanejo ljudje, če to socializacijo doživijo skozi glasbo. V to sem zdaj bistveno bolj prepričan, kot sem bil pred 2 letoma, ko sem nazadnje pisal o tem. Skratka, mi smo v katastrofi. Mi nismo v kakšnih težavah ali kaj podobnega. Mi smo v družbeni, moralni katastrofi in rezultat seveda te moralne
mnenjske in siceršnje katastrofe je prav ta izjava, ki si jo citirala, ne? Ki pomeni, da ljudje ne vedo več ničesar o resničnosti, ne razumejo ljudi, ne razumejo družbe, ne razumejo države, ničesar več ne razumejo, ampak imajo samo svoje podjetje, denar, s katerim bodo upravljali naša življenja. Nič več in nič manj. Še enkrat ponavljam, odkar imajo občine preveč denarja, imamo probleme. Nikoli od nikogar ne boste slišali česa podobnega, to je bogokletno. Občine imajo vedno premalo denarja, ne, ker bi bistveno več naredili, če imeli več denarja. Ampak denar imajo praktično samo za beton, pa za nič drugega, ne pa za ljudi. Torej za asocialne, antisocialne družbo uničujejo s tem betoniranjem. Zdaj bom pa šel k tisti drugi istočnici. Zdaj moram reči, da mi je zelo zakuhalo v tem trenutku, ker očitno nihče sploh več ne ve, kaj se nam v resnici dogaja. Moj EMŠO je še precej daljši od tvojega. Moj spomin osebno sega od leta 68 naprej. In ko sem šel v prvi letnik gimnazije, tule zraven, na drugo gimnazijo, leta 1977, poskusite pomisliti, katero glasbeno prizorišče v Mariboru je bilo meni, 14-letniku, v tistem trenutku edino dostopno oziroma edino, na katerem sem lahko spremljal bende tistega časa. Poskusite uganiti. Nihče ne bo uganil. Ma kakšna Halac je? Dajte, no. A mislite, da smo dovolj denarja za vstopnico? Dajte, ne se hecati, no. Kaj mislite? Ja, nobene luknje ni bilo. Zaradi tega, ker klub mladih so zaprli ravno v tistem času, ki ga ni bilo več. In edini prostor, v katerem sem lahko poslušal bende svojega časa, je bil dom JLA. Ja, dom JLA je bil, ni bil Narodni dom. Še ni bil Narodni dom. Dom JLA je bil. Evo, to je bil Maribor leta 1977. In koliko je od takrat? 50 let skoraj. Pazite, ja, v vsem tem času doživljam enako zgodbo. Ni prostorov, v katerih bi se človek normalno socializiral, borimo se za njih, izborimo tu in tam kakšno zmago. Jaz sem sodeloval pri prvem Gustavu, tam še na Razlagovi, tam je bil prvi prostor, na katerem sem se počutil kot človek, prvič v življenju. In ves ta čas, odkar pomnim, se borimo z istimi mlini na veter, za iste stvari, samo spremenil se je predznak. Če je bil nekoč nekakšen komunizem, karkoli je že to bilo, imamo zdaj pač kapitalizem, karkoli že to je. Pa se nam zdi, da se borimo z nekimi abstraktnimi sovražniki. To sploh ni res. Borimo se s konkretnimi ljudmi, ki ne razumejo svoje vloge, svoje odgovornosti v svetu takšnem, kot je. Pika, basta. 4000 ljudi smo izgubili zaradi nesposobnosti, ne zaradi tega, ker je bila naravna katastrofa. In mi izgubljamo na tisoče talentov zaradi nesposobnosti odločevalcev. Ne moramo tega drugače imenovati. Ko sem prvič slišal, da obstaja ideja v mariborski občini, da bi pekarno selili, sem rekel, še en Janković, evo, smo ga že dobili tukaj. Najslabše, kar se lahko zgodi. Z nasiljem je sprazno rok. Z nasiljem, z nasilnim dejanjem. To ni šlo na ta način, bomo mi nekaj naredili. Ne, z nasiljem so ljudi vrgli ven, na ulico, na cesto. In jaz upam, da bo za to nasilje nekdo nekoč odgovarjal. Zato, ker če ne bo, potem živimo v družbi, ki tolerira nasilna ravnanja. A je mogoče pekarno preseliti brez nasilnega posega? A je to mogoče? Ja, je. Če vas tako podkupijo, da dobite bistveno več, kot si kdorkoli zdaj zamišlja. V tem primeru je to mogoče. Skratka, živimo v časih, ko lahko delujejo Jankovići in potem dobimo še različne klone Jankovićev po celi Sloveniji. Žal živimo v zelo ostudnih časih, nič boljših kot takrat v časih, ki sem jih omenjal. Ne? Zdaj, še eno čisto praktično zadevo bom povedal. Glede na to, da sem hodil tule na drugo gimnazijo, hodil sem pa iz Košakov. Vem, koliko časa traja peš hoja iz Košakov do druge gimnazije in nazaj. Melje bi mi bilo točno na pol poti. Ampak predstavljajte si ljudi, ki pa živijo tule na tem koncu Maribora, ne? Na Taboru,
na Pobrežju, na Studencih, da ne govorim potem v teh še bolj oddaljenih blokovskih naseljih. Kdo bo hodil tja? Dajte no, bodite resni. Če kdorkoli ima vse malo urbanistične logike, ne more postaviti pekarne v Melje oziroma na območje MTT-ja. To enostavno ni varianta. MTT je pa krasna priložnost za Maribor, za vse tisto, da izživi vse tiste svoje sanje, ki jih Janković v Ljubljani ne more izživeti. Ne. Vse to, kar bi Janković rad v Ljubljani naredil, lahko Maribor naredi, ker ima prostor, ker ima ljudi in ker ima, še enkrat ponavljam, dovolj denarja za to. Sicer bi te vprašal, na kak način predlagal se naj potem mestna oblast pogovarja. Ne? Očitno ne obstaja niti uha, niti pamet. Skozi leta, ki jih zdaj prišli smo od 77 do 44, ne opažamo praktično v Mariboru in pa Ljubljani in podoben problem. Če bi imeli več večjih mest v Sloveniji, bi se verjetno zgodba ponavljala. Ne? Na kak način se naj potem mestna oblast pogovarja z prizorišči, kot so ta in obratno. Ne? Jaz mislim, da je tukaj problem v razumevanju enoznačen. Ne? Prav je, da je skozi neko nelagodje. Prav je, da obstaja strukturno nelagodje, ki je zmeraj. Ne? Da se morajo pozicije na novo določati in da se morajo zmeraj znova izboriti, ampak ena stran zmeraj nastopa z pozicije moči. Ne? Ena pa je tista, ki je na strani manj močnih ali pa tudi nemočnih, v imenu katerih tudi govori. Joj, kak je koncept, super, ja, ok. Obstaja že, nekako da zdaj povzamem pravzaprav vse štiri, no, predno potem preidemo še v zadnjo tretjino špila, ne. Skoraj bogokletno vprašanje. Obstaja metoda ali pa dobri primeri, kjer pa so zadeve kljub strukturnemu nelagodju zafunkcionirale na tej ravni med oblastjo in pa neoblastjo in nemočjo, ali pa sploh nima smisla govoriti o tem, ali je pa preprosto treba privzeti dejstvo, da se v družbi te stvari, te populacije, te aktivnosti, te pobude preprosto zgodijo in da jih je treba privzeti kot dejstvo in seveda preprosto živeti dejstvo. Ne? Prej je eno, Tjaša, mislim, si ti omenila, ne, da mesto misli, ne, da če se na tebe navežem, ko si rekel, ne, zmeraj so konkretni ljudje z konkretnimi idejami, seveda, ne, kdo je potem tisti, ki misli mesto, kdo je upravičen, da misli mesto, seveda vsi, ki so v mesto, jasno, in kdo bi ga moral misliti, ne. Ne, tu se očitno na prizoriščih, kot so ta, tu se misli mesto. Zakaj? Ne zato, ker bi se top down moralo, ampak zato, ker se hoče od spoda navzgor, zato, ker se življenje dogaja, ki je kot koža, ne moreš jo odtrgati z noge pa na hrbet presaditi lahko, ampak bo verjetno crkno, pa ne bo se videlo, no, to je zdaj prispodoba za selitev, tukaj si ti omenil, ne, pekarno, ja, no, se tam bi se dalo, ne, mogoče nekaj uživeti, to je super, ne, ampak lahko presadiš roko in si jo prišiješ na hrbet, ne, skratka, kdo misli mesto v tem smislu, na kak način to strukturno nelagodje ne prečiti, ker ga ne smemo prečiti, mora obstajati. Ali pa vsaj ga kot neko dinamiko upoštevati. Mislim, da je problem zmeraj na oblasti, da tega ne vidi. Vidi to kot motnjo, ne pa kot dinamiko. Ja, jaz se nisem hotel jemati besede prehitro in tako, ampak glede na to, da si vprašal za konkretne primere, bom dal 3, ki jih poznam, recimo vsaj deloma tudi od blizu. Kristijanija na Danskem oziroma Københavnu, ne, je mogoče najbolj tipičen primer nečesa, kar pač se v zgodovini zgodi in doseže neko trajnost, ne, obstoja, ampak vsi vemo, da se je na koncu zgodila zelo nasilna, tako rekoč, akcija, s katero so poskušali oblastniki zatreti Kristijanijo, ljudje so se v temu uprli in zdaj v tem trenutku niti ne vem, kakšna je situacija tam. Ne. Mislim, da obstaja nek status quo še vedno, ne, nejasen. Torej, po več kot 40 letih je neka nova oblast pač ugotovila, da tam pač ne bo šlo naprej in da je treba to
urediti, popucati in tako naprej. Ne. Saj vedno se gre za čiščenje, vedno se gre za to, da boš nekaj uredil. Ne. Vedno se gre za to, da se ne moreš živeti v takšnem okolju. Ne. Drugi primer je Bremen, kjer so zasedli eno staro, kako se reče, niti ni bila prav fabrika, ampak nekaj med fabriko in skladiščem je bilo. Ne. In zasedbeniki so nekaj časa delovali kot skvot, potem jih je pa mesto priznalo in jim je podelilo status, mi bi rekli, društva v javnem interesu, ne? kar je absurdno samo po sebi, oziroma samopašnost oblasti pravzaprav kaže na to, da je vladar vedno tisti, ki odloča o tem, kaj se sme početi pod njegovo vladavino, ne pa da je ljudstvo tisto, ki vladarju ukazuje oziroma mu postavlja meje. Ne? To, da je nevladje pristalo sploh na to, da govorimo o statusu v javnem interesu, je že en velik poraz. Tako nevladja kot seveda politika pri nas. Ne. To je največji absurd, sploh kar si jih človek lahko zamisli. No, tretji primer, to je pa ta, za katerega bi pa Melje bilo primerno. Ne. Tega sem hotel pravzaprav posebej izpostaviti. Je pa Kanazawa, to je mesto na Japonskem, na severnem delu otoka Honshu, ki je malo večji od Ljubljane sicer in je ravno tako dalo potem oziroma prevzela eno skladišče ravno tako tekstilne tovarne in je naredilo en velik kulturni center za občane in pazite, ta kulturni center je odprt za občane 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Torej, absolutna in popolna odprtost. Kadarkoli, kdorkoli se najavi, potrebujem to in to, bom naredil to in to produkcijo, izvede v tistih prostorih in zadeva res odlično funkcionira. To pomeni od gospodin, ki tam tolčejo po bobnih, ne, do opere, ali mislim, če hoče narediti kakšno opero ali pa musical ali pa karkoli, ne, do glasbenih prireditev in pa seveda razstavišč, obrti tradicionalnih, mislim, ni da ni. Ne. Ampak temelji pa na tem, mesto plačuje eni sami tej ustanovi, bom še povedal, zakaj je tako, ne, delovanje, ki seveda pod določenimi pravili, ne, za seveda uporabnike omogoča kulturno udejstvovanje kateregakoli občana v kateremkoli trenutku, ko ta to potrebuje. Ti se pač najaviš vnaprej, potreboval bom ta in ta prostor za to in to. Ne. Društva deluje tam noter in tako naprej. Ne. In se da narediti. Ne. Zdaj, Japonska je malo poseben primer zaradi tega, ker nobenih drugih javnih institucij nimajo, vse je zasebno. Ne. Imaš pač karkoli si narediš, klub, če hočeš imeti, mora biti zaseben. Ne. To je pa edini javni prostor v mestu, ki deluje na tem načelu. Ne. Če bi Melje naredilo nekaj takega, naredimo en velik kulturni center, v katerem lahko in moramo imeti kulturo v najširšem pomenu besede, ne? Torej od vsakdanjega življenja, kulinarike in tako naprej, karkoli nam pade na misel do vrhunske ustvarjalnosti. Ne? Če bi to namenili občanom Maribora, ne? In jim zagotovili seveda tudi javni prevoz do te točke, javni prevoz je pa problem za Melje, ne? In to zelo resen problem, potem bi zadeva lahko delovala. Ne? To je nekaj popolnoma drugega. Ne? Ampak to nima nobene zveze s tem, kar pekarna že ponuja. Saj pekarna na nek način je neke vrste prostor, ki je to zadevno in to vrstno odprt. Ne? Ampak da sem dal istočnico za razmišljanje, kaj bi pa lahko tam naredili, ne da bi selili pekarno. Darjan Lorenčič, Kade Brutal Partizan. Tako, ja. Partizan z Y-om. Ne? Tako. Deluješ v Janezu kot prostovoljec, v Indijanezu kot prostovoljec in hkrati band, koncerte delaš, skratka nekaj izkušenj imaš z placom, si tukaj že nekaj časa, koliko časa si tukaj približno? Mislim, jaz sem začel študirati v Mariboru leta 2011, tako da od 2011 zahajam sem, ampak lahko pa zdaj predstavljam recimo zgodbo od začetka, kako se je to začelo. Najprej kot obiskovalec, zdaj najprej pa tudi kot obiskovalec, potem pa je pekarna valjda ponudila to platformo za ustvarjanje in potem nekako smo začeli z do it yourself, naredi sam koncerti in to je potem preraslo. Seveda smo dobili izkušnje pri Indijanesu,
ki so nam pač nesebično pomagali in smo potem pridobivali izkušnje in smo na koncu toliko izkušenj dobili, da smo leta 2017 ustanovili svoje društvo, ne. In zdaj z našim društvom ustvarjamo koncerte ne le samo v Pekarni, ampak po celotnem severovzhodnem delu Slovenije, se pravi, mi smo že ustvarili, pa ne samo koncerte, tudi kulturne dogodke, literarne večere in tako naprej. Pač v Mariboru smo ustvarjali, potem v Gornji Radguni, v Beltinci, ko je še obstala ambasada Štefana Kovača Marka, ki je žal tudi zdaj propadla, ne. To je tudi en izmed takih prostorov bil kot Pekarne, še mogoče bolj radikalno recimo. Potem tudi v Lendovi smo ustvarjali, hoteli smo tudi ustvariti recimo v Murski Soboti, kjer je mladinski center, ampak kot nažalost nismo mogli zraven priti, ali kako bi se izrazil, ne. Zdaj, kaj je bila posledica? Nam so povedali, da ne moremo zraven priti zaradi tega, češ, da je že program za cel leto ustvarja, mogoče drugo leto, potem drugo leto smo prišli, zdaj smo se že prijavili na javne razpise, zdaj vas ne morem notri tiščati in smo enostavno obupali in drugo nam ni pač preostalo, kot da ustvarjamo sami. Naredi sam koncerte in še hvala, ne vem, komu se naj zahvalim, pač Pekarni Celine, da Pekarna obstaja, da lahko tukaj delamo pač koncerte. Tako da ja, pač rad pa povedal pač kot predstavnik mladih, ne, rad bi predstavil vidik mladih, mlajše generacije, kako dojema ta prostor Pekarna in kaj dejansko nudi prostor Pekarna, pač kulturni center Pekarna, ne samo mladi, ampak mesto in tudi širše, ne. Pač kot sem že povedal, 12. smo mi prišli s prijatelji sem študirati iz Prekmurja in seveda smo iskali neke take prostore, ne. In nisem poznal nobenega še tak in smo malo po mestu hodili in smo imeli glih tu stanovanje v centru mesta na Koroški in smo naleteli na Pekarno. In valjda to je za nas, ko smo iz Prekmurja, bilo wow, neki taki prostor videti, ne. In smo potem zahali vsem in smo prišli do ene točke, ko smo hoteli nekaj ustvarjati. In seveda organizacije, ki so tu, pač Indianes, ne, nam je ponudila to platformo dejansko, ko smo lahko sami začeli ustvarjati, ko smo sodelovali kot prostovoljci z njimi, ne. Smo se nabirali izkušnje, ki jih drugače ne bi mogli dobiti, ker, kot sem rekel, pri mladinskim centri za nas mlade je fejst težko zraven priti, ker mladinskim centri, tam populacija, ki je zaposlena, je starejša generacija, totalno out of touch, če se izražim v angleščini, z potrebami mladine. In dobesedno, če glih, to je najbolj ironično, mladinski centri, ampak na koncu ne razumejo mladine. In potem ustvari neke kulturne dogodke, ki so sami sebi namen, mladina tja ne hodijo neki starejši ljudje, ki itak hodijo zaradi tega, ker jih poznajo tiste, ki so že tam zaposleni in potem tirajo tisto, kar so pač brez zamere, ko so pač 90-ih tirali in mislijo, kaj še to aktualno, ampak nažalost ni aktualno. Ker danes mladina ima drugačne poglede, drugačni trendi so in mladinski centri enostavno ne morejo kipati up s temi trendi, ne. In to je problem in pač zdaj v primeru Pekarne, ne, kot sem rekel, potem smo začeli tu delovati tudi sami, ne, kot društvo in vedno, kjer smo mi smo ustvarjali v takih avtonomnih placih, prostorih, ne. Delali smo do it yourself koncerte, ker enostavno v teh organiziranih inštitucijah, ali kako bi rekel, enostavno nemogoče zraven priti. In potem je še tukaj primer, recimo dam primer Prekmurja, pač tam je MIK, pač mladinska organizacija, kot javni zavod, ustanovljen ze strani občine, Murskosoboške občine, potem pa smo imeli še do nedavnega, vse do leta 2017 v Beltincih, ambasado Štefana Kovača Marka. In seveda pač tam tisti program, ki se je ustvaril, ampak vedno je samo peščica ljudi tja prišla. In še tim, ko so tam bili, niso sploh bili predstavniki mladine. Potem pa vzameš na drugi strani ambasado Štefana Kovača Marka, vedno je bil pač, to je bilo odprte, ko ti pa čez tja prišel, si lahko takoj delal koncerte, ne glede na to, kdo si, kaj se, ni bilo potrebno tudi nepotrebne te birokracije izpolnjevati, ker če bi jaz pri mojem 18-letnem letu na to bi zdavno pa bi se obrnil, adijo, jaz grem neko v šumu, pač gost, pa tam napravim koncert in to je to.
In fora je v tem, kaj sem hotel povedati, v ambasadi Štefana Kovača Marka, pa recimo, ko je bil dogodek, kateri je bil aktualen v stiku z mladimi, pa je naenkrat se pokazalo 100 ljudi. In to v Beltinci, kjer je prebivalcev 2500, se pravi, ne samo iz celotnega Prekmurja, ampak iz celotnega Pomurja, pa še Štajerske, pa še z Ljubljane je folk tja hodil, ne. In to še tudi med tednom. Medtem, ko Mik je delo, pač nočem zdaj s prstom kazati na njih, tudi delajo dobre zadeve, ampak večina pa jih je sami sebi namen. In kaj hočem s tem primerom pokazati, da mladinske organizacije, mladinski centri te problematike enostavno ne rešijo. In kar mi mladi zahtevamo, je to, da zahtevamo avtonomijo ustvarjanja. Kultura se organsko razvija, trendi se tudi organsko razvijajo in to se ne more dati v nek kalup, v nek okvir, ne. Ne moreš ti kulture nadzirati in seveda tudi mladih ne moreš nadzirati, ne. In pač kaj bi zdaj zaključil, za konec kaj bi povedal, če ne bi obstajala pekarna, mi tudi ne bi začeli ustvarjati koncertov, kulturnih dogodkov, pač mi bi šli v druge vode, mogoče bi obupali nad tem in potem na koncu še pač ne bi alternativi, pa tudi mladim dali te vsebine, ki jih zdaj dajemo, ki v Mariboru tudi na vse zadnje kronično primanjkuje. In če bo pač pekarna se preselila imeli, je pač pozdravljamo obnovitev MTT-ja, pozdravljamo odprtje novega kulturnega centra, ker to mesto potrebuje. Ampak mesto tudi potrebuje pekarno. In bi bilo lepo, da bi se pekarna prenovila, da bi se scena tu nadaljevala, ker scena se ne bo tja preselila. Mladi ne bodo tja zahajali. Jaz sem v stiku z mladimi in vsi mladi, pač ker zahajajo sem, pa ker tudi ne zahajajo, pač so rekli, da sploh ne vejo, kakšen je koncept, sploh ne vejo, kako bi to delovalo, ne. Pač mesto bi skratka dosti izgubilo s tem, da bi se pekarna po domače povedano podrla, ne. Čisto samo kratek dodatek, ker smo se spet, da ne bomo čisto pokopali mladinske centre do konca, ampak hotel sem mogoče tako omeniti, da mladinski centri v bistvu najbolj funkcionirajo za programom za osnovnošolske otroke. Ne, za te, kjer lahko te organizirane skupine in daš program, kjer jih zamotaš in podobno, ne. Ampak problem je v tem, da pa ta teenagerski moment, najstniški moment pa ne morejo ujeti, ne. Tle rata ta razkol in na tem točki vedno znova se izkaže, da marsikateri prostor, ki ni v tem kalupu, veliko boljše funkcionira, ne. In ko ste že o nabiranju izkušenj govori in ko se je prej omenili Kino Šiško, primer Ljubljane, ko je bila Kino Šiško ustanovljena, vsi, kateri so, vsaj tista prva generacija, ki je začela delati, je dobila vse znanje na Metelkovi pa na Radio Študent. To je bila struktura ljudi, ki so prišli z izjemo direktorja, ki je pač seveda imel že neko drugo kilometrino za sabo, ampak dejansko generacija, ki je postavila Kino Šiška, je generacija Metelkova in Radio Študent. No, pa vemo, kje smo zdaj pri obeh, ne, trenutno. Tukaj bi se še rad navezal na tebe. Recimo primer dobre prakse mladinskih centrov je recimo Gornja Radgona. Ampak zakaj je Gornja Radgona uspela? Glih zaradi tega, kako si ti rekla, ker je ta kader, recimo, ker je ustvaril v ambasadi Štefana Kovača Marka, odšel v mladinski center in uporabljajo isto prakso in je zdaj ta mladinski center dejansko, lahko povem, eden izmed najbolj uspešnih v Sloveniji. Če ne, pač Pomurje je definitivno najbolj uspešni in dejansko uspeva in se vedno dogaja. In kaj hočem povedati, ta mladinski center je v stiku z mladimi, ker sam tisti, kateri ustvarja program, je že prej ustvaril v ambasadi Štefana Kovača Marka in dobro ve, kaj mladina hoče. In kaj je še najbolj pomembno, mladino tudi zraven pusti, da sami ustvarjajo program in to avtonomno. In to je najbolj pomembno, avtonomija mladih in avtonomija ustvarjanja. Gospod podžupan Gregor, kdaj je ratala ideja o tem, da bi se pekarna preselila v Melje in čigava je ta ideja? Ja, še enkrat tak javno lepo zdrav vsem skupaj. Ideja je nastala kot posledica v resnici ideje, ki se nekako ponudila, da se da relativno ugodno pridobiti v svojo last območje bivšega MTT-ja v Melju. In jaz kot arhitekt, kot urbanist, kot nekdo, ki se ukvarja s prostorom, sem začel razmišljati, kaj je tisto, kdo so tisti, kaj bi rekel,
pa naj to ne zveni grobo, ne, tisti, ki kolonializirajo nek prostor, ki zasede nek prostor, kakšne so to vsebine? To so neke vsebine, ki imajo v bazi to neko svojo uporni duh, ki imajo v svoji srži v resnici to uporništvo, imajo skvoterski duh, želijo biti drugačni, hočejo biti drugačni, so protagonisti alternative, ne, če damo tako reči. Ne. Se pravi, ljudje, ki polnijo v tem trenutku te naše ljube prostore v Pekarni. In mi smo odprli dialog, kaj pa vi o tem mislite, ne, dragi pekarnarji? Poglejte si, ali je prostor bivšega MTT-ja prostor, ki je primeren za skvotati, naprimer. Ali je to primeren prostor? Ali je MTT lahko potencialno boljši prostor, kot je Pekarna, ki ima pač, vemo, tukaj ima neke gradbene omejitve. Ne? Tako je nastala ideja. Samo še malo, takoj bom, no. To sicer ne zveni slabo, če sledim te logike, ne? Skratka, da se, če je šlo za to in verjetno je šlo, da se en degradirano območje v mestu, ki zdaj že par 20 let stoji praktično in se ruši, oživi, ok, ne? Je pa zraven tu še ena zadeva, kaj pa ta zadeva z bolnico, z prostori, ki bi se naj tu gradili, ne? Koliko je to vezana trgovina, skratka, da bi se to porušilo, pa bi se objekti za bolnico zgradili, je to del te ideje ali je to nekdo drugi? Pazljivo, ne, pa pozorno spremljali medije in naše izjave oziroma našo strategijo. Mi razvijamo več različnih scenarijev, mi moramo pomagati tako vam, če lahko tako rečem, ne? Kakor tudi UKC-jev in univerzi. Ne? Se pravi, imamo različne scenarije razdelane, namreč v Mariboru so se zgodile 3 nove smeri študija medicinskega, torej študij maksilofacialne kirurgije, študij dentalne, študij farmacije in študij dentalne medicine. In to je potreba, je tak, recimo po površini, malo večja, kot je trenutna medicinska fakulteta. Se pravi, o takih kapacitetah govorimo. Gre za situacije, ne, študijskih programov, ki morajo biti umeščene nekje v bližini UKC-ja, ker imajo oni operativno izvajajo neke praktične pouke v sami znotraj bolnice. Torej, ne. Se pravi, iščemo lokacije, ki so tu nekje. Tale tukaj ni edina, ki jo preverjamo. Ne? Ena med njimi je tisti triangel, tisti trikotnik, in ena še je, ki je nekje v privatni lasti, ki je pač ne moremo menjati, ker ji bo ceno dvignila v nebo. Ne? Logično. Se pravi, zdaj, ne gre samo za to, ali pa predvsem za to, da Pekarna mora iti ven za to, da bo tu se lahko dodatni prostori zgradili za... Sploh ne. Sploh ne. Jaz tako, kot sem že povedal, to sem večkrat povedal, to tudi trdno verjamem. Selitev Pekarne, dobro, to je tak dvorezen meč, ne? Teh stvari se ne da seliti. S tem nekaj umre, ampak se pa nekaj novega rodi. Ampak neka taka možna selitev programa je možna samo, ali pa izvedljiva samo takrat, kadar so vsi, bi rekel, enako vroči, ne, zaljubljeni v to neko idejo, da je to možno na tak način premakniti naprej. Obstaja že analiza, študija, karkoli, da ne govorim o DIP-u, ki ga vem, da ni za melje. Obstaja nekaj oprijemljivega, na kak način bi se naj obnavljala, neka dinamika, vsebinsko, finančna, investicijska in tako dalje. Ne, mi še nimamo niti načrtov. Niti načrtov, smo dobili iz arhiva za 1-2 vozička nekih projektov, nekih načrtov obstoječega stanja in zdaj pregledujemo, ali je kateri takšen, ki ustreza pravzaprav stanju na terenu. Če bomo videli, da tega nimamo, bomo morali nekega geodeta noter spustiti, ne, da nam bo zmero, da lahko sploh vidimo, o čem govorimo. Darjan, ti si hotel nekaj povedati? Mislim, da je že nekaj iztočnic postavljeno, tako da se bom kar navezal glede zemljišča, ko ste omenili, da preučujete variante, ne. Pa imam zdaj vprašanje, kakšni načrti so za to parcelo poleg Špara tukaj, kaj je ena velika prazna parcela, so kakšni načrti s kazilnico tukaj pri Europarku in kakšni načrti so z bivšim Maksijem. Vem, da zdaj v kratkem bi se naj zgradil neki stanovanjski objekt, ampak parcela je kar ogromna, pa bi se lahko tudi recimo farmacevtska fakulteta tja umestila oziroma katerakoli druga fakulteta, ki
pač rabi prostore. Potem tudi na brežje Drave, tukaj na desnem bregu je tudi pač ogromne proste parcele so. Potem na vse zadnje tudi nasproti Orienta, kjer se je ta zgradba sesula, tu so še prazne parcele. Potem prazne parcele so pri Europarku, ko se gre navezava na Titovo cesto, skratka ogromno praznih parcelje. Zdaj je pa vprašanje, zakaj se potem točno parcela od pekarne tukaj ocenjuje. Zdaj, če ste pravilno poslušali, ne ste slišali, da sem govoril o večjih parcelah. Ne? Dejstvo je, da občina pač, pa če bi se še mogoče kdo med nami v srcu tudi to želel, ne more zaskvotati nekega zemljišča, ne? Ki je v privatni lasti. Ne? To ne gre, ne? Ker pač nisi v taki funkciji, ker si zastopaš neki... Ampak to pa moraš izkazati širši interes, pa to je nek proces, ki je dolg. Ne? Ja, zdaj pa ostalo vprašanja, ki so bila, jaz bi reči ostal pri temi, kjer smo, ne bi zdaj razlagal o Maxovi luknji, razen če je komu želja, pa stvar razložim, to je vse. Ja. Meni, zdaj kot nekoga, ki je že bil v nekih špilih not tudi v zvezi z upravljanskim modelom, par let nazaj, o čemer bo kasneje Gregor Kosi govoril, ne, zmeraj rahlo zbega potem pristop, ki se pravzaprav na občini in občina verjetno ponavlja. Ne? Skratka, pride, navrže se neka ideja, ne? Omenil si, da potem gre za dialog, ne? Potem pride do nekega fajta in potem se nekaj zgodi. Ne? Ne vemo, kaj se bo tu dalje zgodilo, na kak način bo stvar tekla, me pa zanima načrti občine, na kak način misli pristopiti. Skratka, omenja se dialog, ok. Pekarnarji so rekli, programski svet pekarne je rekel, da se selitvijo ne strinja. Ne? Kak? Plenum je povedal, tako, no? Programski svet je sporočil to v javnosti. Kaj bo zdaj občina naredila? Kaj je naslednji korak? Skratka, imamo zdaj status quo, stojimo vsak na svojem bregu, kje smo? Kaj je naslednji korak občine? No, no gled, jaz bolj optimistično gledam na te stvari. Ne? Zame je diskusija takrat, ne, kadar so pripravljene vse stvari, obe strani ali pa vsi deležniki se pogovarjati. To pomeni biti strpen, biti toleranten in poslušati vse zgodbe okrog, ne, se pravi pogledati širše na to zgodbo. Ne. Mi smo dialog odprli, vi ste se na neki točki, rekel, postavili na barikade, ne. Vi. Ne. Se pričujem, če sem koga s tem se direktno dotaknil. Ampak, jaz osebno sem to pač preslišal, no, dajmo iti tu naprej, dajmo se pogovarjati, ne, dajmo odpreti dejansko si dialog, ker če se bomo pogovarjali, bomo nam mogoče žal obojnim. Kaj če se zgodi, kaj če bo komu žal potem, mi naredili MTT dejansko, pa potem bo pa zasedeno, pa ne bomo mogli zraven, pa ne vem. Jaz bi pač rad, da so akterji, ki so v tem trenutku aktivni, pač mogoče tu zraven. Jaz bi rad, tako kot sem vas povabil, dajmo se iti MTT pogledati, ne. Dvakrat padlo v vodo. Ne vem zakaj. Ja, morda je pač tako, da pač se mi zdi, da občina ta dialog razume tako, da pač mi rečemo, ja, bomo se selili, ne, da je na tak način razumljen to, kar je dialog. Zdaj pač plenum, to je vrhovni organ po upravljalskem modelu, ki sprejema odločitve v pekarni, je rekel, da se ne seli, tudi zaradi pozdravlja pa vzpostavitev novega kulturnega centra v Melju. Pač vse to, kar smo danes že govorili, pa kar smo že večkrat tudi na intervjuju skupaj, ne, za večer povedali, pač razlogi so očitni. Pač, če KC pekarna selimo, pomeni, da KC pekarna zapremo in ukinemo. In pač na to uporabniki, organizacije, obiskovalci pač ne moremo pristati. Smo pa zelo veseli, če bo morda kdo izmed obstoječih uporabnikov, obiskovalcev, pa razširil svojo dejavnost, ja, ali pa pač še bolj veseli bomo, da tam nastanejo nove dejavnosti, ki bi bilo fajn, da niso take dejavnosti, ki so res zelo specifične in ustrezajo zgolj specifičnemu delu prebivalstva, ne odražajo pa potreb, ne, dejanskih potreb prebivalca mesta. Teda dialog je tudi, ne, da se mi zdi, da morda smo v enem trenutku ne razumemo, kaj pomeni dialog. Ne, ker mi smo rekli takrat, da pač plenum se je tako odločil, vi ste rekli, ne, da pač, zdaj ste rekli, da ste preslišali in da pač bomo še dalje nadaljevali. Mi pač smo bili v teh zgodbah že
že od samega začetka je Pekarna v teh zgodbah, zadnjih 10 let se mi zdi zadnjih 14 let zelo intenzivno. Imamo vedno dialoge z občino, občina vedno poskuša izsiliti nek odgovor nas, ki je pač ta, ki je v prid občine. Zato morda smo zelo hitro na barikadah in tudi pač zelo dobro že razumemo, kaj to pomeni, no, ko se nam ponuja tak dialog. Teda tu bi jaz iskala, mislim, je pa, kot smo rekli tudi že takrat, da morda je pa smiselno govoriti o tem, zakaj Maribor ne bi bil mesto dveh takih prostorov, kot je Pekarna. Zakaj ne narediti, če res še pač melje vzpostaviti, pač osnovno funkcionalo postaviti, potem pa pustiti, da se stvari dogajajo. No. Jaz bi mogoče sam na tej točki, na temo dialoga z oblastjo in recimo s kvotom oziroma avtonomnim prostorom, jaz mislim, da to je kontradikcija per se, zaradi tega, ker skvotiranje se nikoli ne more zgoditi od zgoraj dol, nikoli ne moreš biti povabljen k temu, da boš v bistvu prekršil normo, ki v neki državi velja in v nekem kapitalizmu velja, kjer je pač seveda privatna lastnina oziroma lastnina kot taka sveta in skvotiranje kot začetek v bistvu pač tega poriva v neko alternativno kulturno in siceršno produkcijo, samo organizirano politično delovanje, je seveda vedno v bistvu globoko političen akt, ki razpira prostor nečesa novega. In v tem dialogu, ki se pač ponuja, je seveda vedno, čeprav je morda v resnici povsem dobronameren, bi jaz vseeno bila zelo previdna. Ker kot prvo, zakaj v bistvu je vsak avtonomni prostor vedno izjemno zadržan, oziroma kot ste vi rekli, na barikadah, zaradi tega, ker so te barikade pač po izkušnjah zadnjih 60 let iz celega sveta enostavno nujno potrebne. Ker vsi skvoti en za drugim padajo pod pritiskom kapitala in padajo pod pritiskom brutalne policijskega nasilja. In zato je pač zelo težko verjeti, da je zdaj pa obstaja neka dobra oblast, ki bo pa to naredila v trenutku, ko v bistvu se napove dialog iz pozicije moči in si v ta dialog v resnici prisiljen, zaradi tega, ker ti tako ali pa drugače v bistvu grozi nek načrt, je seveda prva reakcija in mora biti prva reakcija v bistvu defenziva, ki tudi lahko odpre v resnici neko spet polje v bistvu premišljevanja, zakaj nekje obstajaš. In še to bi rekla, jaz mislim, da vsakič, ko v bistvu vsaka oblast, mestna, državna ali pa kakršnakoli druga, seveda ima neskončno potrebo po kontroliranju in normiranju mesta, oziroma nekega teritorija. In to zameji z mejo, z mejnim režimom, ki je brutalno izključujoč do vseh, ki nimajo pravega državljanstva, in na ravni mesta seveda to zameji na drugačne načine z različnimi odloki, ki pač namenjajo določene teritorije določenim dejavnostim v pač podrobnih občinskih načrtih in tako naprej, prostorskih načrtih in tako naprej. In seveda največji izziv za vsako oblast je, da se odpove tej kontroli, da se odpove normiranju in da je v bistvu toliko zrela, da lahko dopušča možnost, da obstaja del mesta, ki se ga ona ne dotika. In seveda to ne more nikoli zagotoviti kakršnekoli dolgoročne garancije, ker seveda oblasti se menjajo, interesi se menjajo in tako naprej, ampak to je v resnici zrela pozicija, ki omogoča lahko ne nujno dialog, zaradi tega, ker mislim, da dialog je v resnici zelo liberalen termin, o katerem lahko mogoče v kakšnem drugem kontekstu debatiramo, ampak to v bistvu omogoča to, da oziroma da rečem drugače, da zelo jasen signal, da se zaveda, da v mestu živijo zelo različne populacije z zelo različnimi potrebami in da ni na mestu, da v bistvu ukazuje, normira in regulira čisto vsak teritorij, ampak da je toliko zrela, da se temu lahko odpove in s tem omogoča v bistvu prostor za avtonomijo, za kritiko, za razvoj nekih dejavnosti, ki lahko mogoče 20 let kasneje pomenijo neko etablirano umetnost, lahko pomenijo etablirane teoretike, ampak če v bistvu najeda z lepimi ali pa grdimi metodami to možnost, v bistvu, da tak prostor obstaja, potem v bistvu mesto dolgoročno obsodi na to, da to več ni prostor eksperimenta, da to ni prostor alternative, da to ni prostor kritike, ampak da je v bistvu ukalupljen prostor nekega povprečja, nekega družbenega statusa, iz katerega ne more nič zares zanimivega ali pa politično produktivnega iziti. In jaz mislim, da Maribor v zgodovini, sam še to pa tukaj zaključam, je bil velikrat
mesto političnih, radikalnih, umetniških alternativ, iz katerega so v bistvu išle ene zelo pomembne politične, družbene in umetniške strukture, ki mogoče danes veljajo za prelomne ne samo v slovenskem, ampak širšem prostoru. In to se je dogajalo ravno zaradi tega, ker so obstajali prostori oziroma iniciative, organizacije in posamezniki, kot jih danes poznamo tudi iz Pekarne. Tako da te stvari se velikokrat pokažejo šele za nazaj, ne? In zaradi tega je treba biti tukaj izjemno previden in puščati ta prostor, da se te stvari lahko razvijajo. Jaz bi na dve stvari bi opozoril. Prvo je pravica do mesta. Ne? Meščani imamo pravico do mesta, takoj ko smo del mestne skupnosti, in to pravico do mesta si moramo vzeti in ne delegiramo absolutno, torej ne predamo oblasti, mestnim oblastem z nekakšno bianko menico, da lahko počne karkoli si zamisli v našem imenu. Zato je mesto poleg tega kritičnega ali pa opozicijskega razmišljanja tudi stalno mesto konflikta. Bom dal iz Maribora zelo tipičen, najbolj sveži primer. Obnova mestne tržnice se je pokazala kot velika katastrofa, to zdaj že vsi veste, ker meščani te ureditve enostavno niso sprejeli. To je sila preprosto povedano. Ne? Zadeva ne deluje na ta način, da si nekdo nekaj zamisli in tako pač bo. Ne? Kdaj in kako bo mestna tržnica sploh še zaživela, ne vemo. Ne? Je pa tržni prostor najpomembnejši prostor mesta. To je prostor, ki ga je zgodovinsko definiral. Ne? Mesto je postalo mesto, ki je dobilo tržne pravice za trgovanje ne samo v posameznih dnevih v tednu. Ne? Iz tiste merkata, kot se reče, trgu samemu po sebi. Ne? Tako da, če mestni oblasti spodleti na tako ključni točki, potem jih preprosto ne moreš zaupati. Ne moreš reči, aha, se vedo, kaj počnejo, ne? Kar zadeva to izkušnjo ne vedo. Druga stvar je pa ta, ne smemo tudi pristajati, hvala, da si na to opozorila, ne, da dialog enakopravnih je dialog. Ne. Dialog neenakopravnih pa ni dialog. Dialog neenakopravnih je vsiljevanje in ne more biti nič drugega. Ne. Tisto, kar se meni zdi pa pomembno, je pa, da ne smemo pristajati na tezo, da skvotiranje ni legalna praksa. Nasprotno, skvotiranje je pravica. Pravica, ki je udejanjilo rimsko pravo in še danes obstaja kot takšna v pravnem načelu. Še vedno poznamo tudi načelo priposestvovanja. Ne? Torej, ti si lahko priposestiš nekaj, kar ni tvoja last, ampak uporabljaš kot posestnik skozi čas. In to zato, ker tisti, ki je lastnik, svoje posesti ni izvajal. Ne? In torej, če ti nisi odgovoren, če nimaš odgovornosti do lastnine, če za lastnino ne znaš odgovorno ravnati, imajo posestniki pravico, da seveda se to lastnino nekaj naredijo. Ne? In je pa res, da je neoliberalen kapitalizem zadnjih 20 let to staro rimsko načelo oziroma načelo rimskega prava pohodil dobesedno. Nije pa odpravo. Jo je poteptal, nije pa do konca odpravo. Ne? Skvotiranje ne pomeni samo to, da mi zasedamo nek prostor tukaj. Ne? Skvotiranje pomeni to, da ljudje v mestnem prostoru zasedajo tiste prostore, ki se njim zdajo pomembni in jih tudi dejansko uporabljajo. Ne? To so lahko gozdovi, to so lahko zelene površine, to je lahko obrežje rek, to je lahko katerikoli drugi prostor. In tam, kjer ga ljudje dejansko uporabljajo, ne, nujno prihaja do konfliktov z oblastjo, če ima oblast seveda drugačne namene. Ne. In ta pravica do mesta pomeni, da meščani in meščanke vedno znova skozi celo zgodovino iščejo najboljše možne rešitve za njihove trenutne vsakdanje probleme, s katerimi se soočajo. Ne. In to so meščani, meščanke mlajši, meščani, meščanke starejši, meščani, meščanke takšni in drugačni, in v vsej tej raznolikosti je potrebno ponuditi za vsakogar nekaj. Ne. Ne moremo pa pristati na to, da v mestu ni prostora za druge fakultete, bom se še na to vendarle obesil. Ne. Ljubljanska univerza dela nekaj, kar je po mojem mnenju v samem nasprotju z bistvom te klasične univerze, kot smo jo podedovali iz
19. stoletja humboldtskega tipa, ki je bila integrirana v mestne prostore in zdaj zadnje leta pravzaprav gradi skoraj da izključno še objekte v tako imenovanih kampusih, na obrobju mesta oziroma zunaj mestnega središča. Tukaj se bojim, da je ena kombinacija obojega, čeprav Tabor je še, vsaj za mojega zornega kota, širše mestno središče. Za rešitve, ki jih potrebuje univerza, naj tudi univerza seveda pove svoje. Ne vem, zakaj bi morala mestna občina Ljubljana, Maribor iskati, evo, zdaj sem o Ljubljani razmišljal, v Mariboru iskati, v Ljubljani se to ne dogaja namreč, ne, da bi mestna občina Ljubljana iskala zemljišča za univerzo v Ljubljani. Jaz bi bil neskočno vesel, če bi se kaj takšnega zgodilo. Ne. Univerza v Mariboru pa do zdaj ne vem, če je že izrazila kakršnekoli neposredne intence. Bi pa še z urbanističnega zornega kota na nekaj opozoril. Ne. Prej sem samo svojo osebno izkušnjo dal, pač hoja med Košaki in drugo gimnazijo. Celo v javnih službah velja načelo, da do 2 kilometrov razdalje lahko premaga vsak peš in nam ni treba iti niti na sredstva javnega prometa. Zdaj pa, če si zarišemo s šestilom 2-kilometrski pas s središčem Pekarna, ne, in 2-kilometrsko zračno linijo Maribora, zaobjamemo skoraj celo središče na levem bregu Drave in največji del seveda vseh bivališč, ki jih imajo Mariborčani, razen tezno, mislim, da izvisi ven, kar pomeni, da ima tam, bom na pamet rekel, vsaj 50,000 ljudi dostopno tole lokacijo peš. Melje, tam imamo pa seveda stolni vrh v tem obsegu, ne? In tisto praznino seveda tam okoli. Ne vem, če doseže 5,000 ljudi krog 2 kilometrov. Ne? Kar pomeni, da bo potrebno poskrbiti za infrastrukturo, kako bodo ljudje prihajali tam tja in kako bodo tam. Ne? Moram se samo na par točk opredeliti. Prva bo točka knjižnice, oziroma se pričujem, točka tržnice. Ne. Tam mogoče pač ne poznate celotne zgodbe, ne. Predvsem pa slišim, da ne poznate celega projekta. Namreč projekt je bil izveden samo do ene točke, ne. Tam manjka objekt. Ne. Izveden pa ni bil zaradi tega, ker je država, ne, torej Zavod za varstvo kulturne dediščine, ni dalo soglasja. Ne. Natečajni elaborat, ki je zmagal, je imel pokrito tržnico, imel pravzaprav objekt, je bila taka vredna stvar. Iz arhitekturnega vidika je rešila problem tržnice. Ni pa bilo to izvedeno, ker enostavno za nadgradnjo tega niso dobili ustreznega soglasja. Melje je seveda logično, da je, bom rekel, če zariščeš krog, ne, iz Pekarne v center, pa 2 kilometra krog, ali pa Melje, pa 2 kilometra krog, je seveda manj ljudi, logično. Ne. Ampak tudi verjetno tega ne veste, ne, da pravzaprav mi delamo en velik projekt, ne, v mesto, ki ga kličemo Dravska promenada. Gre za cirka 14 kilometrov dolgo pot, ne, ki bo povezovala obrežje reke Drave od hidroelektrarne Mariborski otok do Melskega jezu. Na obeh straneh reke Drave 4,5 metre široka. Ne. Se pravi, bo pomenila eno tako fino promenado, kjer se boš lahko ti, bom rekel, v varnem okolju prišel s kolesom ali pa peš ali pa z rolerji ali kakorkoli že pač, ne, do neke točke, ki je pravzaprav ob tej promenadi in pravzaprav MTT bivši je neposredno ob njej. Ne. Recimo iz glavnega trga rabiš s kolesom 2 minuti. Ne. Toliko kot do Pekarne. Če gledaš iz tistega zornega kota, koliko je to oddaljeno od centra. Ne. Toliko. Hvala, da ste tole se tržnico omenili. No, jaz nisem omenil tržnice, sem rekel, da so ljudje nezadovoljni, ne, da ljudje nočejo uporabljati takšne kot je. Ne. Ampak to, da ste še pa zdaj tole dodali, zraven me je pa res spodbudilo, ker sem etnolog, pa mi je kar precej do varovanja kulturne dediščine. Kako sploh komurkoli strokovnjaku, ki naredi kakršenkoli projekt, pade na misel, da bo šel onkraj načel varovanja kulturne dediščine? Tega pa res ne razumem. Kako mislite onkraj načel varovanja dediščine? Najprej so strokovni pogoji, ki jih poda Zavod za varovanje kulturne dediščine. Te mora prav vsak projekt upoštevati.
na zavod pa reči, zdaj ste pa vi krivi, ker nam ne dovolite. To je nemogoče. Vseeno bom moral, da ne sme tako ostati v zraku, ne, ker je to napačno. Ja, gledajte, bom pomagal. Dejstvo je to sledeče, ne, da je bil javn, anonimen arhitekturni natečaj za ureditev mariborske tržnice na Vodnikovem trgu. Pred leti je organiziran in legitimno so izbrali elaborat, ki je prejel prvo nagrado in je imel seveda tudi vsa mnenja ustrezna. Razen mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki pa je do zadnjega trenutka reklo ja, ampak potem je gospa, ki je bila predstavnica, ne, izdala neko ločeno mnenje. In zaradi tistega ločenega mnenja kasneje ni bilo izdano kulturno-varstveno soglasje. Ne? Ne. Ja, ampak to je bila pot pravzaprav drugačna. Ne? Bomo šli nazaj na pekarno. Ja, jaz sem samo hotela, ampak pa tudi se navezati potem to, kar bo začel Gregor govoriti malo na to. Se boš vnaprej navezala? Naprej se bom navezala na to, kar bo Gregor govoril verjetno. Ne, hotela sem povezati pekarno z nastankom teh stanovanjskih blokov, ki so tukaj, ki vedno, kadar se pogovarjamo o pekarni, se vedno nekako slišimo, ja, stanovalci se pritožujejo in tako dalje. Ne. Tukaj imamo mogoče podobno zgodbo. Ne. Se pravi, stanovalci, ki so kupili tu stanovanja, so vedeli, da je tukaj kulturni center pekarna. Vemo, da je takrat predprejšnjo županstvo je obljubilo, da tukaj pekarne več ne bo, ko bodo bloki zgrajeni. In vemo, da sedaj v teh blokih stanujejo res večinoma ljudje, ki so zdravniki in zdravnice in tako dalje. Zdaj slučajno po naključju tudi sama tu stanujem, ampak v najemniškem stanovanju, ker čakamo, da bo naša stanovanjska zadruga zgradila svoj mini stanovanjski blok. Pač sem neposredna soseda in gledam moj balkon na pekarno. In je zagotovo v ozadju tega, ne, da se ta prostor uredi, kljub temu, da kolikor jaz od sosedov slišim, se ne pritožujejo nad pekarno ali pa se redko pritožujejo. Tudi koliko imamo stikov z uradno mestno četrtjo, tudi mestna četrt je nekako, bi bila vesela, če bi bile tukaj fakultete, kot so poročali po sestanku z predstavniki mestne občine Maribor. Nima nič zelo proti pekarni, čeprav se nekateri stanovalci obrnejo na mestno četrt in se pritožujejo nad hrupom. No, ampak tu imamo ta osnovni problem, da so stanovanjski bloki bili zgrajeni tukaj, kjer je kulturni center pekarna, kar po moje samo po sebi niti ne bi bil tak problem, če ne bi šli na to, če se ne bi spet vezali na to, kar sem povedala na začetku, o informacijah, ki jih različne skupine ljudi ali pa predstavah, ki jih različne skupine ljudi imamo ali pa imajo o pekarni. Ne. Tako da, kot na primer nekateri stanovalci ne bodo nikoli šli v pekarno, ker ne vem, si mislijo, da so tukaj grafiti in je umazano in kaj šele, tega se še niti nismo dotaknili, spornega grafita lanskega leta, kljub temu, da je bil isti grafit pred 8 leti, kar nekaj let na drugi steni pekarne, pa ga nobenega ni zmotil. Ne, lani pa je... Janša z dvigeno desnico, o tem govorim, ja. Ki je sicer ni na stavbi, ki je vlasti občine, ampak je na stavbi privatnega podjetja, kar je še dodatno pač komična situacija. Ob vsem tem je tudi dejstvo, da se ta del mesta gentrificira, ne, z temi, da pač se tukaj priseljujejo ljudje, ki delajo v bolnici, ki so profesori na faksih in tako dalje. In da pač so tukaj srednje šole, fakultete in tako dalje. Tako da ta predel Maribora je v postopku gentrifikacije in zagotovo pekarna ni za nekatere ljudi, ali pa vsi mislimo, da pač imajo nekateri ljudje drugačno predstavo, kaj naj bi tukaj bilo. No. Čeprav imamo pa tudi ljudi, ki pač seveda zagovarjajo, da pekarna tukaj mora ostati, ne iz vrst pekarnarjev. Tukaj sem se hotela navezati na to izvorno situacijo in potem tudi na ta problem, ki se v času Kanglerja pač izkristaliziral in potem je vodil v to, da je nastal sploh upravljalski model, ki se mi zdi, da tudi da je dobra praksa, ki sicer ni nikoli popolnoma zaživela. No. Tako da, izvoli. Kako ste se zmenili? Se nismo zmenili, to je zdaj čisto novo, jaz sem presenečen. Ti pa, ne? Snađi se. Snađi se. Gregor, ko si bivši direktor pekarne, pa 2008-2007 nekje se Kangler odloči in še verjetno nekateri za njim, ki so želeli
pa niso bili na občini kapitalski interes zgraditi tukaj stanovanjski kare, celotno, skratka porušiti vse, kar je tu, narediti parkirišče in mogoče še anekdota. Človek je stal zraven takrat v krogu teh ljudi, tega človeka že dolgo ni tukaj, šele da bi bil tukaj, ne. Je rekel, da so se že neki papirček dali in so risali, kje bo parkirišče in kje pa stavbe. Skratka, govorim o pekarniškem kareju, to je moralo biti 2007, ne. Kangler pride potem z idejo, da bo to šlo ven, pa seveda je bil predlog preselitve in tako dalje. Skratka, na nek način ima značilnosti in podobnosti za situacijo danes, ne čisto, no. Odgovor je pa potem bil, poleg tega, da se je šlo na barikade, kot se je reklo, ne, hkrati tudi proaktivno, ne samo defenzivo, ampak tudi ofenzivo z upravljalskim modelom, ne, ki potem 2010 kulminira v nečem, no, to bom pa pustil za tvoj dramatični vstop in tudi, da končaš dramatično. Ne, mogoče za začetek anekdota, ne, kak si je pač nek oblastnik predstavljal, kako se zadeve da seliti, graditi in tako dalje. Ko smo enkrat bili na tem sestanku pri takratnem županu Kanglerju, ne, in mu mi vse razložimo, povemo ono dolgo in široko, stare bajte, ne vem, tale bajte, da samo 3 so v Avstro-Ogrske, no, v zemlji Avstro-Ogrske, bla, bla, ne, pa on tako gleda, ja, bomo bolj staro zgradili. Ne. Kar hočem povedati, ful stvari ste povedali, no, mogoče bi na to opozoril, ker sem bil nekaj časa pač tudi na drugi strani, se pravi občinar. Daj še malo razloži, kak je občinar si bil, kje je kak, je interesantno. Ravno to, kar ste prej govorili, kar je Mariboru vseeno uspelo, sicer že nekaj časa nisem Mariborčan, zdaj po ustajah je seveda bil imenovan, tako imenovani stajniški župan, ki bi naj šel iz ljudstva, potem se je pokazalo seveda drugače, ne. Takrat sem sedel v njegovem kabinetu za področje družbenih dejavnosti kot svetovalec. Ni bistveno to. Bistveno se mi zdi to, da v tem trenutku blazno, na kar mogoče noben ni opozoril, imamo seveda tu podžupana Gregorja, mi da se poznava, zato ga tikam, ni vključenih strokovnih služb, ne. Blazno se mi zdi zanimivo, da imamo vedenje, vemo, da Urad za kulturo pač ni imel dolga leta direktorja, se pravi, da je bil zgolj delno operativen, praktično od, mislim, da pomladi 2013. Sedaj ima direktorja, ki seveda svež, tudi razumem, zakaj ga verjetno ni tukaj, koliko vem, je vabljen, je zadeva pač težavna, ampak vseeno, ne. Na nek način mi zato tudi kaže na to, kar je seveda kritika oblasti, da se loti tako zahtevnega problema, pri katerem je že enkrat izvesela, ne, zelo močno izvesela, pri čemer pravzaprav za Kanglerja je bil to vse starejši ljudje in drugi so mi govorili, da je to bil za njega prvi tak očiten poraz, ne, ker je fasal in si ni več čisto dobro pomogel, ne, nazadnje so kasneje sledile te ovadbe, če se prav spomnim, ne, da se ta napaka pač ponavlja, jaz se ne bi delal, ne. Kot eno, drugo je, zdi se mi tudi, da je v tem trenutku ravno na področju kulturne politike, ne, ali pa vse, kar se mesto dogaja, kup drugih problemov, ki so dosti bolj bistveni, ne. In zato bi recimo pekarno ali pa situacijo pekarne umestil tipično v simptom razumevanja delovanja ali pa vloge nevladnikov, nevladniške kulture in kulture na splošno v mestu, ne. O tem iz nekih razumljivih razlogov seveda se ne govori, ampak glede na to, da je Maribor bil EPK, je pravzaprav si sploh ne znam predstavljati, da v tej neki časovni dimenziji, praktično 10 let, ne, da je situacija lahko toliko nazadovala, ne. In da zdaj obrnemo, ne, perspektivo te manire, protokoli, s kom se pogovarjati, na kak način se pogovarjati, ne. Mislim, da te stvari pač morajo priti strani mestne uprave, zato dajem to kot nek poduk, ne, si bom drznil, kjer naj odprejo polje debate. Prakse, na kak način se to pelje, obstajajo, imamo IMZ, imamo kup drugih iniciativ, ki vejo, na kak način se te
totalno zapletene, dolgočasne, dolge komunikacijske zadeve, vsebinske da peljati, ampak o tem ni debate. Ne? In zdi se mi, da imamo res, to govorim kot ex-občinar, na strani mestne uprave imamo kup problemov, ne? Ki so dosti bolj bistveni. Mislim, da mestne uprave ne delujejo, simpel povedano, da so toliko iztrošene skozi vsa ta leta, enostavno zato, ker so jih prevzemali zelo različni ljudje, zelo oskimi interesi. Vem, da so takrat meni uradniki govorili, da se jim ne da. Zakaj se vam ne da? Ne, ker smo že 2 županoma verjeli, zakaj bi zdaj vam verjeli? Ne? Okay, vemo, da brez srednjega, nižjega uradništva nič ne moramo narediti. Lahko smo še tako pametni, ampak ne bodo, če oni ne delajo, pač stojimo. Ne? Oziroma imamo probleme, komunikacijske probleme itd., zato ker pač glava skuša potem vsiliti nekaj, kar pa seveda naleti prej ali slej na odpor. In mislim, da se tudi tu, treba lotiti, no, to leti na nek način na podžupana, jaz bi se tukaj lotil problema. In obratno, ravno tukaj bi bilo treba povabiti te nevladniške strukture, ne, nevladniško pamet, da tako rečem, da ponudi neke alternative. In brez tega sodelovanja pravzaprav se nič ne bo zgodilo, kar se mene tiče. Ne. Si ne delam nobenih utvar, da bo prišla pametna mestna oblast, ker enostavno tega ni, če uradniki ne delajo. Ne. To je ena stvar, druga je, ki se mi zdi tudi zdaj bistvena, je to, mislili smo takrat levi in desni breg, ne, te debate obstajajo že 15 let, zdaj Rajko dosti o tem povedal, ne, koliko je to ključna infrastruktura za desni breg mesta, ne, v vseh vidikih, predvsem pa seveda v nekem socialnem, kulturnem, kakorkoli. In vse to pa se mi zdi, da je absolutno polje kulturne politike. Ne? In zdaj, če prijemo do ključnega problema, imamo recimo lokalni program za kulturo, ki se letos iztekel, ne? Ki pravzaprav niti ne vemo, koliko je bil realiziran, niti verjetno vi ne veste, koliko bo evalviran, kar se mi zdi ključno za naprej, če sploh. Ne? Torej, kaj je to se mi zdijo bistveni problemi. Ne? In to je to, kar razumem kot vsebino, ne pa nepremičnino. Ne? Upam, da je razumljivo, no, zato ker ste me zdaj z vsem tem dobesedno razprli, ne, da mi je težko misliti kot celoto, mislim pa, da je mesto treba misliti kot celoto. Ne. In tudi ta problem, jačamo javne zavode, to je opazno, ne, v Ljubljani je to ekstremno opazno, ne, gabariti grejo v nedogled, to pomeni enormno porabo proračunskih sredstev, mislim samo, da ogreješ tiste neke prostore je zame znanstvena fantastika, ne? Medtem ko kaj se dogaja z nevladniško sceno. Ne? Pri čemer vemo, da se zame, idealno tipsko gledano, je javna kulturna infrastruktura predvsem posrednik, ne pa ustvarjalec, ne? Kar se mi zdi ključno glede nevladnikov, ne? Da se tu dogaja živa kultura, ki tukaj nastaja, v skladu s potrebami itd. Na drugi strani pa imamo predvsem neko posredniško malte ne mašinerijo, ki pripelje, odpelje, ponudi, kar je fajn, ampak v osnovi vemo, da ni to life, je to prej na strani nekega potrošništva, kakorkoli to imenujemo. Ne vem, če sem kaj povedal o tistih časih, oziroma niti te nostalgije nimam. Še en podatek, ki gre v dobro pekarno, je seveda ta, koliko pravzaprav denarja je že bilo tu vloženo. Ne? Kakšni jasni načrti so izdelani. Upravljalski model, sodeloval si pri njem. Ne? Za upravljalski model smo porabili noro energije. Ne? Takrat vem, da se je občine na nek način zelo dobrimi pogajalskimi izhodišči skoraj da vsililo, čeprav so na to sprejeli, idejo samoomejevanja. Da imajo kupico načinov, da vršijo svojo politiko. Ne? Imajo razpise, imajo javne zavode. Zakaj bi zdaj še posegali v ta prostor, ki ga pač avtonomija v temelju definira? Ne? Zakaj mora imeti kakršnokoli roko nad tem? Ne? Jasno, da je lastnina njihova itd. In takrat je to uspelo, ne? Da se občina pravzaprav umaknila iz tega upravljalskega modela, prepustila neko
samoupravljanje, da tako rečem. In je to takrat bila velika zmaga in so tudi občinarji priznali, ne, da je to za njih nekaj novega. Takrat vem, da je bil Sajko, ne, kot vodja urada, presenečen pa tudi zadovoljen, ne, nazadnje, da je ta zadeva šla skozi, kljub temu, da je na začetku izredno nasprotoval in da je vedno rekel, ne gre, ne. Pa potem se je šlo tudi pravno, legalno, v celoti. Na zadnjem upravljalskem modelu je potrdil mestni svet, kar pomeni, da ima zelo jasno zavezo, ne, ni za to nekaj v luftu, ne. Soglasno in celo bilo je, mislim, da rečeno, da mora biti v nekem obdobju vpeljan pač na ozemlje, ne, v skladu z postopkom prenove, ne. Se pravi, to je že kup zadev rešenih. Se mi zdi hecno zdaj zgodbo odpirati, razumem seveda interes. Občina razumem, da ima kalkulacijo, kakršnakoli to je, seveda, da jo zagovarja, ne, ampak to je vseeno toliko močnih argumentov, o katerih pa je treba pač govoriti enostavno, ne. In si ne dovoliti vzeti, da se pač vse to, kar je že narejeno, zvede zgolj na neko vprašanje možnosti selitve ali ne, ker to ni to, simpel povedano. Toliko. Jaz mislim, da smo dodobra izčrpali kondicijo gledalk in gledalcev, nas samih, verjetno malo manj, ker smo le noter, ali pa tudi, ne. In veliko presenečenje, Gregor Kosi bi rad imel, kaj se bomo demokratično odločili, da mu damo besedo ali mu... Ne, še ena krasna... Vzel si jo je sam. Ja, moram. Še ena krasna v podporo Pekarne. Vem, da ko smo s gospodom Sajkom, ko smo bila enkrat na Savi in smo pač to debatirala, v nedogled gospod Sajko je absolutno dober, spreten sogovornik, ne, ampak na neki točki se je vdal in rekel, pa se vam je jasno, kaj mislite, kam mi peljemo tuje delegacije, ko pridejo na obisk? Da jih peljemo v Dravo, SNG, to imajo posod. Peljemo jih v Pekarno pogledati, ko hočemo pokazati neko specifiko, lokalno, whatever, ne. In takrat mi je bilo, ok, ne, smo frenda. Jaz bi zdaj Gregorja drugega nekaj vprašal, ampak zdaj res mislim, da smo končali, no, v glavnem. Zadeva se nadaljuje, ni famous last words, ne, skratka, marsikaj smo povedali, pa vendarle, za konec vljudnostno vprašam, prosim, vzamite to ozir, a ima še nekdo kaj za pripomniti za konec, kar je res nujno. Potem pa hvala lepa predvsem gostom iz Ljubljane, 4 so prišli iz Ljubljane, vsem udeležencem, gospodu podžupanu seveda prav posebej jasno, ne, da se na nek način le upal izpostaviti v tem okolju, ne, tako da to tudi ni kar tak, ne. Škoda, da zdaj seveda gospoda župana ni bilo, ampak to seveda ni stvar, ne, vaša. Zgodba se nadaljuje in boj se nadaljuje, hvala za obisk in udeležbo.